Ameriško visokotehnološko podjetje Eon Reality je eno vodilnih podjetij na področju razvoja navidezne resničnosti. V Mariboru bi naj odprli kar 250 delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Neuradno smo izvedeli, da je Ministrstvo za gospodarstvo odločilo, da investicija ne izpolnjuje pogojev za dodelitev spodbude za neposredne tuje investicije. Župan Andrej Fištravec je nad odločitvijo pristojnega ministrstva ogorčen. To je zdaj v slabih 2 letih že druga takšna, za mene zelo sporna odločitev Ministrstva za gospodarstvo, namreč da ne podpre prihoda podjetja, ki želi delati v Mariboru. In to ni kakršnokoli podjetje, ampak to so visokotehnološka podjetja z področja računalništva. Ob tem, da imamo tukaj najboljšo slovensko univerzo, ki je svojo odličnost gradila tudi na študentih informatike in računalništva, ki potem na veliko zapuščajo Maribor. Preko Ljubljane hodijo v tujino in to je nevzdržno. Gre za male subvencije, ki bi jih morala država dati, pa tudi in za te minimalne, torej recimo tukaj v primeru Eon Reality je šlo za niti ne 3 milijone evrov s potencialom 250 delovnih mest. Projekt ustanovitve interaktivnega digitalnega centra Slovenije v Mariboru bi združil sodelovanje podjetja Eon Reality, Mestno občino Maribor in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko FERI. Velika pričakovanja v zvezi z podjetjem Eon Reality, kajti v bistvu to je visokotehnološko podjetje, ki se ukvarja z virtualno resničnostjo. Na našem študijskem programu računalništva in informacijske tehnologije izobražujemo ta kader in smo nekako imeli velika pričakovanja, da bi lahko naši diplomanti se zaposlevali v tem podjetju. Bilo je nekako nakazano celo 250 mest. Šlo je v bistvu za visokotehnološko podjetje, prav gotovo bi to pomenilo ena dodatna spodbuda za Mariborsko regijo, Štajersko, vzhodno kohezijsko regijo, tako da smo si od tega kar veliko obetali. Na FERI-ju ocenjujejo velike potrebe po visokotehnoloških delovnih mestih, saj večina strokovnjakov odhaja v tujino. Jaz mislim, da so take sodelovanja blazno pomembna predvsem za vzhodno kohezijsko regijo in pa za Maribor kot tak. Se že nekaj časa beležimo velik beg možganov v Avstrijo in mislim, da so visokotehnološka delovna mesta z visoko dodano vrednostjo ključna za napredovanje industrije nasplošno na tem delu Slovenije. Tudi IBM, ameriška multinacionalka, ki je v letu 2017 imela skoraj 80 milijard prihodkov, je bila zainteresirana za vzpostavitev svojega centra v Mariboru. V povezavi s Podravskim zavodom za zaposlovanje so pripravili vzorec potencialnih iskalcev zaposlitve glede na potrebe IBM. Mestna občina Maribor pa je v proračun tudi uvrstila delno sofinanciranje zaposlitev prvih 200 ljudi. Projekt se v Sloveniji ni izvedel zaradi slabe odzivnosti agencije Spirit, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, pa tudi zaradi nezadovoljstva z delovanjem in angažiranostjo nekaterih državnih struktur. Na FERI-ju so nad takšnim odnosom pristojnega ministrstva zaskrbljeni. Ja, to nas seveda zelo žalosti. Sprašujemo se, ali ima seveda potem vlada prave smernice razvoja te vzhodne kohezijske regije. Ni dober signal za tuja podjetja. Težko bo zgleda pridobiti tuje vlagatelje, tuja visokotehnološka podjetja, da pride v to regijo, tako da zelo slab signal. Župan Andrej Fištravec je pozval ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, da premisli o svoji odločitvi in skupaj v dialogu poskušajo najti rešitev. Jaz sem pozval ministra, da premisli in da spremeni svojo odločitev. Torej, zdaj je ura, druga, tretja ura delovnega dneva v Ameriki, kjer so jih seznanili za to odločitvijo ministrstva. Jaz mislim, če bi tu bili hitri, da se da stvari popraviti, ker dejansko Eon Reality se v Mariboru odlično počuti in bi res radi tukaj delali. Eon Reality tako odhaja predvsem na Madžarsko, kjer so hitro dobili vsa potrebna dovoljenja. To je po IBM-u že drugo IT podjetje, ki so ga na Ministrstvu za gospodarstvo zavrnili. Sprašujemo se, zakaj država zavira investicije in s tem onemogoča razvoj vzhodno kohezijske regije.